So resne. TEŠ zaradi visokih cen emisijskih kuponov grozi stečaj že prihodnje leto. Za Slovenijo to pomeni, da bi ostala brez tretjine električne energije, za Šaleško dolino pa, da bi potrebovala 5000 novih delovnih mest in nov vir toplotne energije. Redukcije električne energije v Sloveniji niso realna grožnja, se bomo morali naučiti gospodarno ravnati z električno energijo, so povedali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo sinoči v Šoštanju, kjer so o teh težavah govorili z lokalno skupnostjo in socialnimi partnerji. Vlada je ves dan namenila problematiki Šaleške doline, danes pa se odpravlja še v druge dele Savinjske regije, poroča Metka Pirc. Pomembno je, da TEŠ zapremo kontrolirano in da pridobimo evropski denar, s čimer bi nadomestili delovna mesta in zagotovili nov energent, je dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta zato vztraja, da bi strategijo z letnico 2033 sprejeli do 1. oktobra, nov zakon o zapiranju premogovnika pa do konca leta. To je tista optimalna letnica, ko lahko zagotovimo tudi dovolj finančnih sredstev za prestrukturiranje regije. S strani Evropske komisije lahko na ta način pridobimo v prvem šusu okrog 240 milijonov evrov denarja, ki ga lahko vežemo na različne razpise, da se regija lažje prestrukturira. Ob tem poudarjam, da vlada Republike Slovenije ne bo pustila ljudi samih. Rešenje z redukcijami s tem, da bomo živeli v sečah, je odveč. Naučiti pa se bomo morali ravnati racionalno z električno energijo. Je zatrdil državni sekretar Blaž Košorok in dodal, da bo Slovenija energetsko neodvisnost iskala v kombinaciji zemeljskega plina na šoštanjski lokaciji, obnovljivih virov in jedrske energije. Generalni direktor HSE Viktor Vračar ob tem priznava: V tem kontekstu se trudimo poiskati najmanj neugoden scenarij. A Šaleške doline niso prepričali, velenjski župan Peter Drmol. Dokumenti pa zaenkrat niso zapisani v takšni obliki, da bi nas prepričali. Tudi o tem naj bi danes razpravljal še s predsednikom vlade Janezom Janšo. Obisk vlade v Savinjski regiji pa bodo zaznamovala še okoljska vprašanja, predvsem onesnaženje Celjske kotline in protipoplavna varnost v porečju Savinje ter nujnost izgradnje tretje osi, kar bo ključno tudi za Šaleško dolino. Gradbeništvo v Sloveniji je medtem